Pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes smo se v luči meseca občinskega praznika občine Tolmin povabili k tolminskemu županu Alenu Červu. Dober dan. Pozdravljeni, hvala za obisk. Tako, hvala za to, da ste nas sprejeli. In potem mogoče vprašanje takoj na začetku. Preden ste postali župan, so bili cilji mogoče na nekem mestu, določeni cilji, potem ko pa človek začne delati, ko nastopi mesto župana, pa mogoče malo drugače vidi vse stvari, zato ker ima več podatkov, ker vidi, kako se stvari urejajo in tako naprej. Kakšen je zdaj po 2 letih in pol mandata mogoče pogled nazaj? Ja, hvala za to vprašanje. Drži, da spoznaš kar nekaj novih okoliščin, ko enkrat zagrizeš v delo. Cilji ostajajo nespremenjeni, zagotovo pa je pot do nekaterih, recimo temu, bolj zanimiva, kot bi si mislil. V svoji prejšnji službi sem bil navajen, da se je treba spospasti z veliko birokracije, medtem ko tu na občinski ravni, kjer dejansko težiš k sami realizaciji, izvedbi, pa najdeš še 101 zunanji faktor, na katerega nimaš vpliva in te loči od tega, da nekaj zasnuješ, zagotoviš sredstva, pa da izvedeš. Tako da od soglasij, ki jih potrebuješ od različnih mnenjedajalcev, varstvenih režimov, do, bomo rekli, urejanja lastniških odnosov. Tu sem bil včasih tudi negativno presenečen na tem, kako znamo biti ljudje še vedno zadrti, ko gre za pol kvadrata naše zemlje, čisto direktno. Ampak ja, vse te služnosti, lastniške zadeve, pa potem iskanje, ko gre za investicije, denimo projektantov, izvajalcev, drži, da je tukaj veliko faktorjev, na katere nimamo vpliva, vplivajo pa potem na časovnico izvedbe. Ampak ravno zaradi tega sem ponosen, da nam je uspelo učinkovitost občinske uprave močno dvigniti. V lanskem letu smo uresničili več kot 21 milijonov proračuna, kar je za 4 milijone več kot kadarkoli prej. In vsa razlika v bistvu odpade na investicije, tako da tukaj že takoj na začetku ena velika zahvala mojim sodelavcem občinske uprave, ker vidim, da delamo velik posel. Katere stvari ste spremenili, da tečejo zdaj hitreje? Predvsem smo občinsko upravo reorganizirali, uvedli nov oddelek za investicije in razvoj, kjer so kadri specializirani prav zato, da ko imamo neko zadevo vsebinsko nastavljeno, ko je idejna zasnova v bistvu pripravljena, da gredo potem v ta mlin do realizacije z vidika projektiranja javnih naročil, izvajalcev, nadzora in potem same izvedbe. In mislim, da tukaj dejansko tako na področju infrastrukture, ki jo imamo v naši občini ogromno, po površini smo vendarle 3. največji v Sloveniji, pa tudi pri drugih investicijah za javne storitve, tukaj delamo nek korak naprej po učinkovitosti, sigurno. Sicer pa ne vem, mogoče tudi sam mindset, če smem tako reči, miselna naravnanost, da dejansko projekte posvojimo kot naše, da to ni samo delovna naloga, ki jo zjutraj dobiš od nadrejenega, pač pa da so to naši skupni cilji, se mi zdi, da zelo pomaga tudi potem pri učinkovitosti. Kakšen je ta teamwork, se pravi delo v skupinah, imenovanje skupine, zaupanje tej skupini, da bo zadevo speljala skozi, oziroma ta pogum delegirati nekomu neko nalogo? Ja, tu se bom pa dotaknil še sodelovanja z občinskim svetom. Tudi njim ena velika zahvala, tako za politično zrelost, kot za konstruktivno naravnanost, ki res sodelujemo in, bom rekel, črpamo znanje iz vseh možnih virov. Tako da smo kar nekaj zadev, ki smo jih imeli v svojem programu, realizirali preko delovnih skupin, ki so jih vodili kolegi svetniki iz različnih svetniških list. Tako smo prišli do subvencioniranja malih čistilnih naprav, pa do prenove financiranja krajevnih skupnosti. Potem mi pade na misel še nov izračun komunalnega prispevka, recimo, pa lokalni program kulture do leta 2030. To so vse zadeve, ki so jih pripravile delovne skupine pod vodstvom kolegov svetnikov in tu lahko rečem, da multipliciramo potencial same občinske uprave. Mi imamo tu zaposlenih, ne me držati za besedo, mislim, da 28-29 ljudi, zagotovo ne dovolj za vse zastavljene cilje. In zato je tak način povezovanja ključ do neke primerjalne prednosti in zaenkrat deluje, jaz upam,
da bo tako tudi ostalo. Se pa tudi na naši strani po najboljših močeh trudimo biti vključevalni, transparentni, da ne bi prišlo do kakršnihkoli zadržkov, ker vemo, da je politika včasih tudi oportunistična stvar. Zelo težko vprašanje, kateri so glavni poudarki iz mogoče zadnjega leta, kaj vse se je zgodilo? Ja, bo treba razmisliti, veliko se je zgodilo, ampak ena pomembna zadeva je zagotovo, da je Tolmin dobil obvoznico, s tem bil razbremenjen vsega pritiska tranzitnega prometa in tu je občina imela tudi kar nekaj vloge zraven, ne samo v investiciji, pa tudi v priključkih in vseh ostalih infrastrukturi. Vemo, da smo režim na Dijaški ulici spremenili, tam dobili krožišče, razbremenili tudi šolski prostor tam naokoli. Tako da ta del povezan z obvoznico je res ena sprememba, ki se je desetletja čakala, pa bi jo zato na prvem mestu izpostavil. Druga taka večja je zaključek izgradnje stanovanjskega objekta v Zalogu. Stanovanjska politika je eden ključnih ciljev našega prvega mandata, tako da tu sem tudi vesel, da smo zadevo pripeljali k cilju. Sicer pa ogromno investicij v infrastrukturo. Samo za ceste je bilo v proračunu namenjenih, mislim, da 4,6 milijona evrov in večino tega je bilo realiziranega, pa potem vodovodi, Kanalski lom, Šentviška gora, kanalizacije, Loček, Kneža, pa ne vem na pamet, ogromno je tega, ampak dejstvo je, da tako razpršeno poselitev na tako veliki površini servisirati s tistim, kar dojemamo kot osnovo za življenje, torej vodovod, kanalizacija, cesta, širokopasovna povezava, recimo tu imamo velik izziv in temu namenjamo velik del proračuna. Potem pa, katere zadeve so trenutno odprte oziroma mogoče v reševanju ali pa najbolj pereče? Ja, če se sprehodiva najprej po odprtih gradbiščih, če temu smem tako reči, bomo še letos zaključili izgradnjo mladinskega centra. Zelo pomembna zadeva za našo mladino, da ima prostor za druženje, povezovanje, pa potem Kozlov rob in zdravstveni dom, dve večletni investiciji, ki se v velikem delu financirata z zunanjimi sredstvi. Na eni strani popestritev turistične ponudbe in kulturne infrastrukture, na drugi strani pa zdravstveni dom kot en temelj življenjskega standarda v Posočju. Pa še nekaj je recimo na področju turizma odprtih zadev. Nov objekt se gradi na vhodu v Tolminska korita, infrastruktura okrog jezera na mostu na Soči. Potem kmalu zatem pa že prihaja tudi Tolminska tržnica in še drugi, bom rekel, takšni projekti, ki jih vidimo, ki so tridimenzionalni, če smem tako reči. Sočasno pa na področju infrastrukture nemoteno naprej v komunalno opremljanje vseh aglomeracij, ki smo jih po zakonu dolžni opremiti, ter investicije v ceste, ki nikoli ne bodo tako dobre, kot bi si želeli. Ena od zadev, ki mogoče ne teče tako, kot je bilo zastavljeno, je ta center za civilno zaščito, selitev na eno lokacijo, ne najbolj primerno lokacijo, pa policijska postaja iz Tolmina in še kakšna taka stvar s tem povezana, pa potem urejanje starega mestnega jedra na drugačen način, iskanje novih vsebin. Kaj lahko poveva tukaj? Ja, mislim, da samo o tem območju na Logu bi lahko bilo materijala za eno svojo oddajo. Zagotovo področje, v katerem smo videli veliko razvojnega potenciala, predvsem s selitvami nekaterih storitev na obrobje, pa potem drugačno rabo v središču mesta. Tam je enostavno prišlo do zapleta s poplavno varnostjo. Po tistih katastrofalnih avgustovskih poplavah v letu 2023 so se standardi zaostrili in načrt se je izjalovil. Tako da smo zdaj na Logu vseeno dobili plan B, šli v investicijo v igrišče za nogomet z umetno travo, ki močno izboljšuje pogoje našim športnikom, pa tudi naš potencial kot destinacijo športnih priprav. Na drugi strani pa imamo kar nekaj izzivov, kot ste sami omenili. Tako da v procesu spreminjanja občinskega prostorskega načrta se že urejata nadomestni lokaciji za bencinski servis ter za center zaščite in reševanja, oboje na Dobravah. Kar se tiče policijske postaje, smo v sodelovanju z državo v projektiranju na lokaciji na Logu, to je na tisti višji terasi, tako da tam umestitev bo možna, samo zamaknila se je za kakšno leto ali dve.
Potem smo imeli pa še nekaj večjih trgovcev z interesom, da pridejo v našo občino. Tam smo še vedno v pogajanjih, iščemo tudi tam nadomestne lokacije, vkolikor bomo našli skupen javni interes, vsekakor pa na način, da kot skupnost lokalna od tega čim več profitiramo za naše ljudi. Veliko poglavje so sanacije, trenutno odprte, bodoče, načrtovane. Ja, na začetku sva se pogovarjala o načrtih pred začetkom mandata. 3 cilje smo si nekako zadali, torej reorganizacijo občinske uprave, povečanje učinkovitosti pri izvedbi investicij ter nek strateški pogled do leta 2035, da ga sestavimo v tem prvem mandatu. Nihče pa ni načrtoval, da se bomo ukvarjali s posledicami naravnih ujm, pri čemer so bile te takšnega obsega, da pridemo do investicij, ki presegajo vse tiste redne. Tako da to je sigurno velik izziv. Mi smo zdaj v obdobju, ko so se zaključile tiste interventne sanacije, za katere smo od države dobili predplačilo. Veliko je bilo narejenega, mislim, da za prek 800 000 evrov sanacij. Zdaj smo pa v drugi fazi, ko bomo tiste bolj velike, kompleksne, morali eno po eno projektirati, dati državni tehnični pisarni v recenzijo, od tam v državni proračun in ko bo enkrat tam, bomo šli v izvedbo, zalagali ta sredstva za državo in jih potem dobivali refundirane. Tu gre za kompleksno območje, kot so recimo Luža pri Idriji, pri Bači, Jordan pri Knežji, Drizelj, Poh, potem Grahovo je itak zgodba zase. V Grahovem je sanacija plazu dolgoročna zadeva, zaključuje se druga faza teh podpornih sten in urejanja cestne površine. Projektiramo pa že 3. fazo, ki se ukvarja z odvajanjem zalednih voda in šele vse 3 faze skupaj bodo tisto pobočje kolikor toliko stabilizirale. To je res, bom rekel, zahtevno iz večjih vidikov. Prvič zato, ker nisi nikoli dovolj hiter, da nekomu svoje pogoje za življenje povrneš v prejšnje stanje. Ko delaš nekaj novega, je potrpežljivost večja. Ko pa nekaj izgubiš, si pa želiš to dobiti čim prej nazaj, predvsem pa se počutiti varno. Na drugi strani pa gre za izjemno zahtevne projekte, če govorimo o hribu polnem zaledne vode, ki teži k plazenju tal. To ni nekaj, kar po domače z 2 hruškama betona rešiš, to mora biti fajn izračunano, veliko strokovnih ekip od statike, geomehanike, vodarjev in potem pridemo do stroškov, ki so tudi prek 1 milijona evrov na eno lokacijo. In moja srčna želja je, da bo ta sistem deloval, ker imamo takšne in drugačne izkušnje, ko gre za kombiniranje sredstev z državnim proračunom. Občina si ne more privoščiti, da bi za dolg časa ta denar zalagala. Če bomo mi mogli v naslednjem letu po več milijonov zalagati in jih ne bomo kmalu po izvedbi dobili nazaj, bo trpelo vse ostalo. Nočem biti pesimist, samo opozarjamo, smo v stalnem kontaktu z Ministrstvom za naravne vire in prostor in resnično upam, da bo to delovalo, da ne bo motilo naših ostalih razvojnih programov. Če se dotaknemo stanovanjske politike, to je bil velik cilj, mogoče kampanje ali pa na začetku, pred začetkom mandata. Tudi to področje je bilo mogoče tisto, v katerem ste bili zelo doma, ste poznali situacijo na področju celotne Slovenije, zdaj je pa treba na tej mikroklimi oziroma na tej tolminski pogledati stanje, kje smo, s čim se lahko pohvalimo, kaj manjka, kaj imamo, kje smo dobri, kje smo slabi. Ja, to je sigurno eden ključnih ciljev. Če stanovanj in zazidljivih parcel ne bo dostopnih, težko pričakujemo, da se bo demografska krivulja obrnila, težko pričakujemo, da se bodo mladi priseljevali nazaj oziroma tu ostajali. Mi smo seveda najprej zagrizli v tiste ukrepe, ki so najhitreje rešljivi. Dodali nekaj stanovanj v fond stanovanj za mlade, potem zaključili uspešno to izgradnjo stanovanjskega bloka, kjer bodo stanovanja v zalogu za javni najem. Razpis je že zaključen, preverjajo se upravičenosti in mislim, da bomo najemnike dobili nekje do jeseni. Ravno pred dnevi pa smo uspešno izpeljali tudi dražbo zazidljivih parcel v Žabčah. Tam smo s podrobnim prostorskim načrtom zagotovili 15 parcel, na 3 stavbe že stojijo,
5 jih je lastnike dobilo skozi usklajevanja lastniških odnosov z obstoječimi lastniki, 7 pa jih je sedaj nove lastnike dobilo na dražbi in moram reči, da je šlo za eno res čustveno izkušnjo tudi zame, ker smo imeli dvorano polno mladih družin, ki bodo na ta način rešili svoje stanovanjsko vprašanje in v Posočju ostali. Najbolj v spominu mi je ostal en par 2 jedrskih fizikov, živita v Ljubljani, dela mislim, da eno dni v Italiji, ampak zdaj s to parcelo najdeta svojo prihodnost v Posočju in to so zgodbe, ki jim sledimo. Seveda pa je interes bil jasen signal, da moramo z isto intenziteto nadaljevati. Tako da že jeseni gredo v prodajo parcele na Šentviški planoti, mislim, da 10 ali 11 parcel, potem pa do konca leta 27 še nekaj parcel pod Brajdo v Tolminu, do konca leta 28 izgradnja stanovanjske soseske na Cvetju. Tam v prvi fazi predvidevamo cirka 70 stanovanj s pripadajočo garažno hišo in okoliškimi površinami. Projekt pa je nastavljen tako, da omogoča še 30 dodatnih stanovanj v drugi fazi, če bo izkazan interes. In potem imamo še v Poljubinju eno zaplato, če smem tako reči, stavbnih površin, ki si jih želimo aktivirati. Preko prsta to pomeni, da v 2 mandatih dobimo 100 novih stanovanj in prek 30 zazidljivih parcel, to pa lahko pomeni dom za cirka 400 občanov in je to en pomemben korak k zagotavljanju dostopa do stanovanj. Poglejva problematiko Mosta na Soči. Most na Soči doživlja prenovo tako in drugače, okrog šole, vrtec, prometna ureditev. Kaj je trenutno v izdelavi oziroma česa si lahko na Mostu na Soči obetamo? Ja, na Mostu na Soči bodo naslednja leta, vključno že z letošnjim, pestra, to je dejstvo. Moje osebno mnenje je, da je bil ta kraj morda nekoliko celo zapostavljen v preteklosti, da ima veliko večji potencial tako z vidika domačinov kot obiskovalcev. Tako da, kot rečeno, lani je dobil kolesarsko stezo od Tolmina do Modreja, to nadaljujemo proti središču kraja, pa potem infrastrukturo okoli jezera letos gradimo z vstopnimi točkami, tako za ribiče, kopalce, vse ostala plovila, prireditve. Ampak tiste glavne zadeve pa šele prihajajo. Kot ste sami rekli, v projektiranju je nov vrtec. Ta bo v bistvu v kombinaciji z osnovno šolo dosti dvignil, bom rekel, kvaliteto tistega prostora, saj dobimo zraven še garažno hišo. Na eni strani rešujemo parkirno problematiko, hkrati dobivamo moderen vrtec, skupno kuhinjo, ki jo deli šolo, optimizacija stroškov, nova igrišča, učilnice, prostori, konec koncev za zobno ambulanto, za glasbeno šolo. Tako da je ena pomembna pridobitev tam. In drugo leto se začne tudi izgradnja novega mostu. Zgodbo poznate, do ukrep ima, kar nekaj se je usklajevalo, končna rešitev. Ta nov most ne bo le tehničen objekt, ampak bo res en signifikanten arhitekturni element. Povezoval bo tako površine za pešce, za vozila in tudi nekaj pridodal izgledu kraja. Potem je v planu z državo izgraditi tudi cestno, kolesarsko povezavo med železniško postajo in krajem ter nadgradnja železniške postaje ravno tako. Tako da ogromno enih projektov na Mostu na Soči, pa če vemo, da prenavljamo tudi čistilno napravo, priključujemo naselje Modrejce na njo. Ni mogoče si tu zakrivati oči, nekaj let bo morda napornih tudi z vidika gradnje, ampak mislim, da končni rezultat bo pa popolnoma nek drug standard bivanja in dajmo reči temu tako, da bo vse pripravljeno še za izgradnjo obvoznice, ki je planirana nekje med letoma 30 in 31, ko pa potem lahko center kraja zaživi popolnoma drugače. To se pravi razbremenjen prometa, posledično z umikom bencinskega servisa in jaz vidim lahko Most na Soči res kot nek biser, tako za domačine kot za obiskovalce, bo pa pot do tam zahtevna, to je pa dejstvo. Eno od področij delovanja župana je sodelovanje z državo. Kako poteka, kje so težave, kje bi lahko bilo boljše, kje je sodelovanje zgledno? Ja, nekaj sva že nakazala, ne? Tako da vedno smo majčkeno previdni, ko gre za te zadeve. Na eni strani moram reči, da me malo skrbijo trendi,
ki na državni ravni težijo k neki centralizaciji. Veliko javnih storitev ali pa vlaganj v infrastrukturo se usmeri izključno v mestne občine in si pričakuje, da bomo vsi ostali v teh krajih iskali rešitve za svoje probleme. Če smem tako reči, za kraje kot je Tolmin ali pa recimo Idrija, Ajdovščina, če želite, je zelo pomembno, da se temu upiramo, da izpostavljamo pomen policentričnega razvoja in da se zavedamo, da brez razvitega podeželja tudi država ne bo razvita. Tako da tu imamo izzive, poznajo se marsikje tako pri zdravstveni oskrbi, pri vlaganju v infrastrukturo, tako dalje. Na drugi strani imamo nekaj pozitivnih primerov, sigurno. Pohvaliti moram Ministrstvo za solidarno prihodnost, ko gre za naš varstveno-delovni center. Tam se je že leta in leta opozarjalo, da gre za center, ki odlično deluje, je pa slabo podprt s sredstvi za vzdrževanje stavbe in infrastrukture. In letos nam je uspel ta preboj, da je država prevzela lastništvo nad celotnim objektom in se zavezala k vlaganju v ta objekt in k nadgradnji storitev za uporabnike. Tega sem zelo vesel. Hkrati dobro sodelujemo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, kar nekaj razpisov smo pridobili za investicije v športno in turistično infrastrukturo. Pa policijska postaja je tudi en tak pereč, dajmo temu reči, problem, ki ga imamo skupaj. In nova rešitev predvideva umestitev policijske postaje na Logu na zemljiščih tako Ministrstva za notranje zadeve kot Ministrstva za obrambo. In če mislite, da je to enostavno, to je človek šokiran, ne. 2 ministrstvi države, ko gremo gledati v zemljiško knjigo, piše Republika Slovenija, ampak 2 ločena svetova, 2 ločeni pogovori, zdaj nam je uspelo prebiti in doseči dogovor, da se to zemljišče lahko združi v ta namen. Drugo so pa potem recimo infrastrukturne zadeve, kot sta obe obvoznici, tako Most na Soči kot Volče. Tam pa moram tudi v bistvu pohvaliti Ministrstvo za infrastrukturo. Vsaj v načrte razvojnih programov so res vložili veliko investicij na našem območju. Je pa to tako, ne, to niso aktualni proračuni, to so proračuni prihodnjih let, ki jih je še potrebno potrditi. Vemo, da imamo spomladi volitve in najlažje je naslednji vladi nastaviti investicije. Tako da ne bi rad obljubljal, to tam piše, mi smo na tej točki zadovoljni, razumemo, da več kot to se tudi ne da, ampak bomo mogli imeti še veliko potrpljenja in vztrajnosti, da bo to potem tudi res izvedeno. Tako prevetrila sva delovanje vas kot župana, mogoče na koncu meseca občinskega praznika želje občankam, občanom. Ja, jaz bi našim občankam in občanom predvsem rad čestital ob našem občinskem prazniku ter jim zaželel toliko in še več energije, konstruktivnosti tudi v prihodnje. Mislim, da so ta zadnja leta dokazala, da ko se povežemo, ko delamo skupaj, je naš potencial zelo velik, lahko dosežemo veliko. Hkrati pa smo lahko sam sebi tudi največji sovražnik, ukolikor zapademo v iskanje nekih parcialnih interesov. Mene veseli, da kot skupnost delujemo povezano, lahko da nas k temu silijo tudi okoliščine, ki so včasih težje kot v kakšnem večjem mestu, ampak po drugi strani je ravno ta osebni stik in ta občutek povezanosti tisti, ki lahko močno dvigne kvaliteto življenja v naših krajih. Narava pri tem odlično sodeluje in samo tako naprej, tako da res vsem vse dobro ob občinskem prazniku in se že veselim srečevanja tudi na dogodkih med tminskim poletjem, ko bo čas za kakšen sproščen pogovor, kako naprej. Tako, drage gledalke, spoštovani gledalci, mi smo bili pri tolminskem županu Alenu Červu na obisku. Nekaj aktualnih stvari smo tudi nakazali, nekaj stvari, o katerih bomo več poročali v naslednjih novicah iz Tolmina.